V Sloveniji imamo blazno srečo in smo se fajn tepli in borili, da smo v tem trenutku res vsi tukaj. Med sabo smo definitivno povezani, ne? Mi tle med sabo se skoraj ne dosti družimo, ampak smo povezani, bom pa povedal kako. Imamo možnost soustvarjati z naravo. 2/3 ali ne vem, 90% človeštva nima te možnosti. V velikih mestih, ker je največja populacija, ne obstaja ta možnost. Zdaj, kaj pomeni sploh to soustvarjati z naravo? Jaz sem pred 18 leti, določili so me, da moram kupiti eno posestvo. Ko sem prišel tja, sem to zagledal, prvo posestvo, ki sem ga šel pogledat. Ja, na Krasu. In to je to. Jaz sem sicer rojen tudi na Krasu, no, tako da je normalno, da me vleče nazaj. In 18 let kopljem, delam z naravo, mal mi je bil to tudi izhod, ker sem bil takrat ravnatelj 1100 otrokom, srednješolcem, pa 110 učiteljem, pa ob sobotah in nedeljah in praznikih, samo da nobenega nisem videl, niti slišal, je bilo to res relaksacija pa to. Nisem vedel, kaj to pomeni soustvarjati z naravo, to mi ni nič pomenilo, ne. Mi ponavadi, ko kupimo posestvo, privlečemo iz mesta ali kjerkoli vse svoje navade, vse to in ne glede na naravo, vse po svoje prikrojimo. No, ta gospa, ki mi je to prodala, je sezidala hiško veliko 4x6 metrov sama iz kamna. Zato, ker je ona kot otrok morala, oči mi jo je teral, da je po Krasu zidala zidove. Ko je to sezidala, so jih hoteli zrušiti, ker je nezazidljivo področje. Potem je prebila steno, postavila noter čebeljak in je še vedno prijavljeno kot čebeljak. Nima hišne številke, nima ničesar. In prvo, ko sem jaz tja prišel, sem rekel, to je hiška ko Janko in Metka, wow. Kupil takoj in začel delati. Pol leta sem gledal, kaj ona dela s čebelami, da se bom kaj naučil, ker je imela vse še čebele tam. Naučil sem se samo to, kaj jaz ne bom delal s čebelami. Potem sem začel po internetu in v glavnem, vsa ta leta nisem nič delal s čebelami. Nisem jih hranil, nisem pobiral meda, drugo leto sem jim pobral tisto, kar je bilo njim viška in tako naprej in tako smo nekako sobivali. Strašili so me pred varojo, jaz nisem ničesar tretiral, res, da sem imel malo panjev, da sem imel vedno enega ali pa dva panja. Pa 1-2 leti so mi zginile čebele, obvezno naslednjo pomlad pride roj točno tja. Tako da niti eno leto nisem ostal brez čebel, o varoji in o vseh teh boleznih ne duha, ne sluha. Zato, ker so samo posledica tega, kaj mi delamo z naravo. Mi čebelam ne pustimo popolnoma nič. Zdaj predlani sem pa dobil en posnetek od enega mojega sošolca, kako postati biodinamični čebelar. Na YouTubeu je posnetek. Mi ne pustimo niti, da delajo satovje svoje, da rojijo, ker je naravni proces razmnoževanja. Mi jim ne dovolimo popolnoma nič, vse jim poropamo in damo bel sladkor noter. Ta gospa, ko je pri meni delala, je konec maja imela že med. Vladimira, pa kako imaš ti med? Pa se čebele niti zapirajo, ne, tiste pokrovčke, nič še ne zventilirajo. Ja, pa sem šel k njej domov pogledat, ne, v klet dajo ta satovja, kupijo naprave za sušenje parketa in to umetno zventilirajo ven, da imajo prvi med, pa da to prodajajo, ne. Sicer jaz ne smem nič soditi o tem, ker ona je od tega živela in ne moram biti tukaj pameten, ampak sem vedel, kaj jaz tega sploh ne bom tako delal. No in potem se počasi učiš odnosa do narave. In narava te začne voditi pri tem. 10 let sem delal, pojma nisem imel, kaj delam. Prvo, ko sem vedel, da moram narediti ribnik skopati, zato da bojo čebele imele vodo, da ne bo kapanja, ker na Krasu ni vode. To sem naredil prvo zimo in potem, preden sem naredil en korak do konca, sem mi odprl začetek drugega. In tako sem delal 10 let. Žena je rekla, pa ti si nor. Jaz ne bi enega kamna premaknila, če ne vem, kaj bo ratalo iz tega. Ja, sem rekel, vsak ima svoje. Po 10 letih, 12 leto, sem že videl celoto, kaj bo nastalo.
in še dobrih 10 let imam, da to tudi naredim. Ni nujno pa, da bo tako. Ker vsako informacijo, ki sem dobil, me nekaj vodi. Ne? Ali rečemo temu bitja, ali rečemo temu vile, palčke, ali bog, ali karkoli, ampak dejstvo, da ta inteligenca obstaja in da ta inteligenca nas res vodi in imamo možnost soustvarjati z njo. Ne? Moramo pa svoj res malo izklopiti, pa malo bolj srčnost vklopiti. In potem to vse poteka. Precej vadiš svoje občutenje. Bom povedal 3 zelo take banalne zgodbice. Prva je ta, vedno sem krompir pod slamo sadil vsa ta leta. Na travnik ga vržeš, pokriješ z slamo in to je to. Jeseni ga odgrabiš in ga pobereš. No in eno jesen jaz to odgrabim, poberem krompir, ga dam v gajbice in ga dam v avto in grem v Ljubljano. In ko se vozim po poti, naenkrat en občutek, nekdo je v avtu. Pozoren sem bil na ta občutek, v tistem hipu, ko mi pride ta občutek, izmed nog se mi kača dvigne gor pred volan. Jaz pa vozim, tam 100 na uro. Ne? Če ne bi dobil te informacije, vprašanje, kako bi reagiral. Lepo mirno zapeljem k kraju, stavim, čau, odprem vrata, smukne ven in gre. Torej, ko sem jaz pobiral krompir, je šla pač v gajbico noter. Ne? Ampak, če ne bi dobil tega občutka, ne vem, kako bi reagiral. Potem drugo tako, ko pridem tja, si en kos travnika pretvorim v njivo. Skopljem tisto, posadim, ne raste. Ne raste prvo leto, ne raste drugo leto. Dobro, ostanem en dan zjutraj ob 4 in grem, sprašujem to zemljo, kaj je vzrok, da to ne rodiš? Ne? In potem mi pride misel, ja povej ji, kaj ne povem. Ja, povej ji, čez 10 minut mišine, povejte mu travniku, da je zdaj njiva, da ni več travnik bil leta in leta. Ne? In jaz res pridem, samo v dušem želji povem, veš, kaj moram povedati? In grem povedati tej zemlji, ma ne boste verjeli, kot bi gum preklopil, vse je raslo. Ampak stari ljudje pravijo, da preden so travnik pretvorili v njivo, je bil to res postopek in je res trajalo časa, da se je to z vsemi temi biti tudi res zgodilo. Ne? In tako te taka dogodki naključja vodijo in vodijo in vodijo. Največ so mi pa pomagali otroci. Jaz sem imel ogromno otrok iz Valdorske šole, iz te, ki so zidali, vse sorti delali. Oni so takoj detektirali tista mesta, ki so ta prava. Prva generacija je prišla tja, okrog enega grma, skozi so se tam zadržvali. Skozi so tam čepeli, skozi so tam, ko so oni šli, sem jaz to malo odprl, malo popravil, malo tako naprej, tam je ena močna energijska točka in vsa ta leta so se mi kar odpirale te stvari, pride ena gospa, pravi, ti imaš pa tle enih točk, se ko vam jih pokažeš. Pokazala mi je vse tiste, ki so mi jih otroci detektirali. Ne? In tako nastaja res kompleks, ki je ogleda in občutenja vreden. Ne? Tako da vabljeni, tisti, ki še niste bili, veliko med vami je že bilo. Pred leti sem bil v Damanhurju, ker živi neka skupnost in ima tempelj človeštva 70 metrov pod zemljo, ne vem kakšne stvaritve, jaz sem bil navdušen na tem, kako ravnajo z drevesi, kako ravnajo s temi biti in tako naprej. Jaz imam na Krasu, tlele v bližini, na svojem posestvu, sem že na 14 metrih pod zemljo. Dvorana, zemljanka, no, moram pa še povedati zgodbo, še v povezavi s Sanjo. Nismo se poznali, še zdaj se bolj malo poznamo, ampak smo isti. Ne? Ko sem kupil, sem začel organizirati srečanja soustvarjanja na svoji zemlji. Prvo soboto v mesecu, vsak mesec je bilo to srečanje. Sanjo sem kontaktiral in smo preko te revije Skupaj za zdravje človeka in narave za ta primorski konec smo objavljali ta srečanja. In na to srečanje prvo je prišla Jana Pečečnik svojima otrokoma, je prišlo enih 15 ljudi in s to Jano Pečečnik imamo v Ocizli naša pa njena družina kmetijo. Kupili smo kmetijo, hišo smo sami obnovili, imamo ogromno zemlje in to. In seveda zemljo se nismo kaj ukvarjali, ne? Ker živim pač v Ljubljani, pa tle 3 lokacije imam. Ne?
No, potem sem pa Rosano, pa njeno hčero Saro, ki sta tudi danes tukaj, smo jim dali pol njive v Cizli in moja hčera, pa one dve imata krasno njivo in ustvarjata in sadita. To je zelo pomembno, da ne delamo sami za sebe in za sebe, ampak da vključimo, da soustvarjamo, da res soustvarjamo, pa da res to delamo. Moja vloga je še taka, da živimo še v Ljubljani, ker imam tam še vlogo, da živim tle na Tomačevici, stalno bivališče imam pa tam v Cizli, ker sem lahko prijavljen. No, Nika sem spoznal preko te Jane Pečečnikove, ker on je bil študent na fotografski šoli v Sežani. Pozneje preko Nika sem spoznal Anjo, skupaj smo bili na njihovi poroki, pred 7 leti v tej dolinici in zadnjič, ko smo šli z Ireno pa z Matejo si to pogledati, wow, ona dva imata en kos, ki ga bomo danes zasejevali, ki je bil čisto pogoren, pa en večji kos, v enem kosu 4 hektarje, kjer je tista dolinica, kjer so zasedili lipo ob poroki. To je res za videti. Cela okolica je zgorela. Ogenj je nekako prišel v središče noter in tam ugasnil. In cela dolinica in lipa je ostala nedotaknjena. Ne? To ni naključje. Ne? To so ena bitja ali ne vem kdo, to ni, vse je naključ, ni kar tako. Ne? In to je bil res veličasten dogodek. Mi smo bili res ganjeni. Ne? To je bil res tak dogodek in tista poroka je bila vrhunska zadeva. Ko smo bili tam, zato je Paul rekla in zato me je Nik povabil, da jaz to še malo povem, ker več nakladam. Hvala lepa.